postal, je vsi sebe vstal in ji vzklikal. Raduj se, o tebi je veselje zasijalo. Raduj se, o tebi je prekletstvo stopilo. Raduj se, a tega dana vstajenje. Raduj se i vini sonce veštenje. Raduj se, vrhojovanje vine Hristope. Raduj se, brezno nepregledno očima njegov. Raduj se, prestol velikega kralja. Raduj se, nosilnica nosilca vesolja. Raduj se, zvezda, ki razodeva sonce. Raduj se, naročje človečenega Boga. Raduj se, o tebi se prenavlja stvarstvo. Raduj se, o tebi je skladnik postal zavedajoč se vsa sveta deviškega sklepa, nad angelu pravi pogumno, tvoje čudovito sporočilo se mi zdi težko sprejemljivo. Napoveduješ spočetje brez sodelovanja moža in nosečnost ter vzklikaš. Aleluja, aleluja, aleluja. Pater Marko je gotovo najbolj znan po svojem umetniškem delu, za katerega je prejel tudi Prešernovo nagrado, in po svojem duhovnem poslanstvu, ob mnogih teoloških in duhovnih knjigah, predavanjih in vodenju duhovnih vaj. Ob vprašanju na to, kaj lahko krščanstvo daje sodobnemu svetu, je nekoč pater Marko dejal: pomembno je vzeti krščanstvo kot celoto, ne le kot hierarhijo ali medijsko podobo. In če gledamo na celoto, bi kot prvo omenil, da kristjani sredi tega sveta slavijo Boga in kličejo njegovo sveto ime. To ni majhna stvar, ker je zelo pomembno, da se človeštvo ne zapre v svoje doline, ampak da je tu vsaj nekdo, ki kliče ime Gospodovo in ga časti. Bogoslužje kristjanov sredi tega sveta se mi zdi tisti kvas in tista sol, ki za mnoge morda nič ne pomeni, mnogi ga lahko tudi prezirajo. A ni rečeno, da ne bodo nekoč nekje, morda v najbolj temnem trenutku življenja, mnogi spoznali, da je razlika med kvašenim in nekvašenim kruhom.
Zelo važno je, da nekdo sredi človeštva ljubi Boga in s tem razodeva, da ljubezen išče nekaj absolutnega kot objekt ljubezni. Pomembno se mi zdi tudi, da kristjani pričujemo, da se ta dolina, v kateri živi človeštvo, ne konča na obronkih grobov, ampak se za nas vse odpira nova razsežnost, seme, ki umira, vzklije. Stran zgodovine se obrne na drugo stran, tako da se dva svetova razodevata drug v drugem. Zaradi tega je zelo važno, da nekdo ves čas doživlja človeka kot skrivnost, doživlja zemljo kot skrivnost in življenje kot skrivnost. Kot skrivnost pomeni kot nekaj, kar je neobvladljivo, kot nekaj, kar je treba priznati. Spoštovani, veselimo se že razmišljanja, h kateremu nas bo spodbudil pater Marko. Zato vas lepo vabim k besedi. Lepo pozdravljeni in hvala lepa gospodu nadškofu, da me je povabil za zaupanje. Torej, kvas in sol Evrope. Zadnjih 20 let sem živel skupaj s patrom Špidlikom in v nekem smislu doživljal, videl in tudi pobral njegov trud desetletij njegovega dela in študija o Evropi, o evropski duhovnosti, o evropski preteklosti in bodočnosti. On je proti koncu svojega življenja tudi strnil ta svoje razmišljanja v enem delu o evropski duhovnosti in umetnosti in bi začel prav tam, kjer je pater Špidlik končal. On pravi, da je rojstvo Evrope iz enega jedra, iz ene srčike, enega živega organizma, kjer so se skupaj združile tri prvine. Grška, rimska in judovsko-krščanska. Nič novega. Grki so dali misel, razmišljanja, filozofijo, sposobnost razmišljanja, sposobnost intelektualnega ustvarjanja in dejansko praktično obvladovanje sveta, kozmosa. Rimljani so dali pravno ureditev, spoštovanje do prava, do zakona, važnost zakona za urejeno družbo. Judje in kristjani pa so dali Božjo človečnost Jezusa Kristusa, princip vere. To, kar je pozneje Kalcedonski koncil uveljavil in razjasnil. Božje in človeško se združujeta svobodno, v ljubezni. Judovsko-krščanska prvina je dala trinitarično občestvo, trinitarično osebo, sposobnost sožitja na način agape, ljubezni. In prav to neprestano preseganje prostora v sveti prostor, časa v sveti čas, zgodovine v sveto zgodovino, je omogočilo, da je Evropa ustvarila nekaj absolutno izvirnega in noben drugih narodov zdaj še ni imel tega, kakor evropska civilizacija. Simbol. Svobodno, ljubeče, neločljivo združenje dveh svetov, Božjega in ustvarjenega. To je zraslo samo med nami. Tega nihče ne pozna na tak način. Se pravi, tri prvine so v koreninah Evrope, v tem organizmu, k kateremu se potem pristopali drugi narodi in prinašali svoj doprinos. Verski princip, miselno-filozofski, znanstveni in pravno-juridični.
To je ena taka prva točka. Druga. Že kar hmal po nekaj stoletjih drugega tisočletja najdemo to srčiko, to jedro radikalno spremenjeno in zelo okrnjeno. Ta judovski krščanski princip, biblično-evangeljski, je začel izgubljati svoj prostor. Ta kristološki, pneumatološki princip, se pravi božja človečnost Kristusa in osebno deleženje Boga in njegovega življenja človeku, ki je delo Svetega Duha, se pravi osmišljanje človekovega življenja, njegove smrti, njegove žrtve, njegovega dela, ta epikleza, ta prošnja k duhu in to prihajanje duha, ki spreminja svet, te stvari so začeli izgubljati svoje mesto. In grški in rimski princip se vedno bolj trgata od tega verskega, evangeljskega principa. Vedno bolj nastopata samostojno, neodvisno, dokler dokončno ne razglasita absolutno neodvisnost in svobodo od vsakega verskega principa. Praktično lahko ugotovimo, da v zadnjih stoletjih živimo zmagoslavje filozofsko-znanstvene in pravno zakonite kulture. Še več bi se upal reči. Praktično smo danes priče, da ima Evropa samo dve razsežnosti. Znanstveno in pravno. Vsi ustvarjajo nove zakone in znanost praktično komandira nad miselnim svetom. Berdjajev, Nikolaj Berdjajev, je že v začetku 20. stoletja zelo preroško napovedal, pravi, kako bo v Evropi, kako bo v evropskih cerkvah in v evropski duši človeka, takrat, ko bosta resnica in dobro v rokah znanosti. In bo znanost tista avtoriteta, ki odloča glede resničnosti, resnice in glede dobrega. Pravi, in kako bo v človekovem srcu takrat, ko bo umetnost en krik strasti človeka, ki kriči in vpije v svoji razuzdani strasti. In pravi Berdjajev, in kje bo ostal človek in njegovo obličje, ko bo edino modrost življenja zakon. Kje je človek? To bi bilo zanimivo vprašanje. Pa ni naše tema nocoj, ampak bi bilo zanimivo. Kje je ostalo obličje v naši kulturi? Filozofija ga je popolnoma umaknila, tako da ko smo začeli sredi 20. stoletja govoriti o obličju v filozofiji, so filozofi z nezaupanjem gledali te prve korake. Umetnost je izbrisala obličje, zato ker filozofija in zakon ne moreta in ne zmoreta zajeti skrivnosti človekovega srca in njegovega obličja. In dejansko verjetno ni nič romantičnega in ne retoričnega, če rečemo, da se je vzdušje v Evropi precej ohladilo, da je za človeka hladno, da ko človek spozna eno stvar in je vidi po zakonu, da je tako, je zakon daleč več kakor človek. In ko spozna idejo, je ta dost več kakor pa človekovo življenje. Najbolj žalostno, in to bo edina žalostna točka, najbolj žalostna stvar v tej srčiki Evrope
je pa verjetno ta, da smo mi, kristjani, sami zapadli v to bolezen. Da je tudi naša najbolj intimna miselnost, ki je mi imenujemo teologija, postala pravzaprav žrtev teh dveh principov. Poglejte, čisto na kratko, apostol Janez in potem očetje grški za njim so s pogumom vzeli od Grkov logos, besedo, verbum. In Janez je v tem logosu videl Kristusa. S tem je Janez odprl eno špranjo v grški kulturi, kjer Grki sami nikoli ne bi prišli do nje, in jim dal možnost absolutno nove bodočnosti. On je v logosu videl obličje, in to božje in človeško, pravega človeka in pravega Boga. On je v logosu videl ljubezen s človeškim in božjim obličjem. On je v logosu videl občestvo in on je rekel, ta logos je postal meso. In Pavel pravi, in to meso smo mi. Pri krstu mi postajamo meso tega logosa, tega Kristusa. Mi postajamo njegovo telo. In s tem se je človeku prvič odprla možnost odrešenja telesa naše tragične, kozmične izkušnje. Prvič. Grška tragedija kako rešuje? Moje ideje so večne, so dobre, so pravične, so nad vsem. Moje telo pa lahko takoj sežgete. Moje ideje boste tako in tako našli vedno. Mene lahko zaprete in zazidate v zid. Moje ideje boste pa vedno našli, ker so večne. Janez pa Pavel pa stvari obrneta popolnoma drugače. Spoznata, da je logos Kristus in da je v njem naša telesna, kozmična razsežnost ustvarjena, dobi možnost spremenjenja, odrešenja, večnosti. Prvič se odpre večnost človeškemu telesu. Prvič naše delo dobi neko dokončno veljavo, ki ne mine z nekim spominom zgodovinskim, ki se izgublja, ampak je ohranjen v Božjem spominu. Torej, da je ta logos tako ustvarjen z naše zemeljske, človeške strani, da mi lahko postanemo Božji. To je videl Janez. In to so videli očetje. Zdaj pa pogledajte, od 14. 13. stoletja naprej se pa stvari precej spreminjajo. Mi smo počasi nazaj šli in razumeli logos tako, kakor so ga Grki pred Kristusom. Z Descartom in pozneje sodobno filozofijo moderno je logos se vrnil v preprosto idejo. Še slabše, v pojem, v koncept. Ni več občestvo, božje človeško. Očetje so z logosom rekli, istočasno, pomislite, in to imaš na tisoče primerov pri cerkvenih očetih. V eni sami besedi so oni rekli, večno in končno, ustvarjeno in neustvarjeno, božje in človeško, pazite, mrtvo in živo. To so oni rekli v eni sami besedi, logos. Mi smo se pa nazaj vrnili in je logos postal misel, ideja, koncept. In stvari so se precej spremenile. Z moderno miselnostjo, s katero smo se mi totalno spečali, je logos ideja, mi smo pa njena obleka.
a kot bi rekel Sequeri, italijanski teolog, mi smo pa stroj te ideje, mehanika te ideje. In dejansko Evropa je zapadla v en hud moralizem. Ideja, potem pa napor, da jo uresničimo. Zdaj pa vi lahko takoj čutite veliko razliko, če sem jaz Kristusovo telo, telo Kristusa, ki je umrl in vstal, ki se je izročil nam v roke, ali pa če sem jaz telo neke ideje, za katero sem iztrošil, izmučil in na koncu umrl in amen. In dejansko svet je bil inteligenten in je hiter videl, da smo mi zelo puhli. Zelo hiter je svet to videl, da smo mi zelo puhli. Ko je svet pogruntal, da naše pastoralna dela, naše apostolske dejavnosti, recimo naše inštitucije, v preteklih stoletjih govorim že, ko je svet to videl, da te naše inštitucije ne razlivajo Kristusovega življenja, da ga ne deležijo, ampak da pravzaprav v bistvu gre za eno idejo, katero se treba spraviti v prakso, je svet rekel, to znamo tudi mi. In svet nas je popolnoma premagal, kar se tega tiče. Samo zamenjal je idejo in obleko, ampak stvari so toliko na take ravni postavljene. In mi smo se znašli v enem strašnem boju s svetom. Absolutno nesmiselnem. Čist nesmiselnem. Zakaj smo mi trkali z njimi, z nekimi idejami, če nam gre za življenje in za odrešenje? In poglejte, dve hereziji, ki sta zrasla zelo blizu nas. Idealizem ene ideologije in materializem druge, kaj sta v bistvu? Nacizem pa ta idealistični svet, kaj trdi? Da je treba človeka dvigniti v nek drugi nivo, višji. In zato so pripravljeni, in Evropa je bila pripravljena pobiti milijone ljudi, da se to uresniči. In druga ideologija je nihalo na drugem strani. Ne, človek tak, kot je, to je realizem človeka in to je ta prava ideja. In ta se mora uveljaviti. In spet, pobiti vse, kar se da se to uresniči. Nekaj se je moralo zgoditi, če je 20. stoletje imelo non-stop vojake in vojske, ki so hodili gor in dol, in pomislite, ti fantje so bili ali pravoslavci, ali protestantje, ali pa katoličani. Nevernih je bilo zelo malo. Od otroštva so poslušali stvari in kaj se je zgodilo. Torej, mislim, da je tak premik bil zelo hud in tudi za nas. In zato v nekem smislu postane ta idealizem, ki provocira prelej en dramatični in tragičen egzistencializem. Med Leonardo da Vinčijevim lepotcem ali od Ticianovega lepotca pa do Francisa Bacona ali pa do von Hagensa, ki prinese truple na razstavo, je vsekakor rdeča nitka. Janez Pavel II., ki se je uprl tem ideologijam, kaj je on videl kot glavna problematika? Napor uveljaviti človeka, ne pa Božjega človeka. Božjo človečnost. Ne, samo človeka, po neki ideji. In ta brezizhodnost moralizma in boja s svetom nas je v nekem smislu tudi razgalila. In kar se mi zdi res najbolj žalostno je to, da so nam ostale na koncu neke ideje, malo kakšnih praks verskih pa to, obredov, življenje kristjanov
pa dejansko vodi svet. To pa res zanimivo, ne? Kako delamo, kako jemo, kako praznujemo, kako gremo na počitnice, kako se oblačimo, kako so urejena naša stanovanja. Samo te stvari poglejmo, pa to so velika poglavja življenja, pa boste videli, kako sledimo vzorcu sveta. In na to odgovora z nekim moralizmom ni, ker tega je pa Evropa tako utrujena, da pa noče niti slišati več. Torej, obrnemo stran, komu in čemu je podoben ta čas in kako ga prerast, kako zasejeti novost v ta čas, ki ga živimo, v to Evropo, ki postaja trujena in riskira, da jo obljudijo druge misli in drugi narodi. Jaz mislim, da ta čas je podoben času, ko je padla antika, ko je padel poganski svet. To je podobnost našega časa. Ker to, kar danes doživljamo kot krizo, je krizo moderne dobe. Kot bi rekel Alain Touraine, prvi poskus v človeštvu, da bi zastavljeno civilizacijo popolnoma samo na človeku, brez vsakega odnosa do kateregakoli Boga in katerekoli religije. In točno to zdaj škripa in pada. In to je čas, ko je padla antika. In kaj je tisti čas rodil, kaj je spodbudil kristjane, kaj se je takrat rodilo, če pogledamo? Poglejte, zelo zanimivo. Kristjani so takrat ponudili svetu samo eno stvar pravzaprav. Novo življenje, nov način življenja, novost življenja v Kristusu. Nič drugega. Novost življenja v Kristusu. Takrat se je rodila drugi veliki val meništva, takrat se je rodila najbolj mogočna simbolična kultura naše cerkve, naše tradicije, romanika, prvobizantinska doba, prva gotska doba. Takrat je krščanstvo rešilo svet s tem, da je pokazalo novo življenje. In jaz mislim, da danes nas Bog kliče točno k temu. Kar mi kristjani smo, kar ustvarjamo in delamo, stoji samo, če stoji na Kristusu. Če pa stoji na katerikoli naši stvari, potem pa bo prej slej padla in ljudje bodo ostali razočarani. Ker mogoče pa le pričakujejo, da to, kar mi govorimo, da to dejansko je. Danes je čas resnice. Danes je čas resnice. Resnica pa je združena z življenjem. Če so kaj Rusi prinesli, kristjani Rusi prinesli vesoljni cerkvi, so prinesli to, neločljivost resnice od življenja. Danes je čas življenja in resnice, resničnega življenja. Samo čas zgubljamo in samo alergijo ustvarjamo okrog nas, ker zahtevamo prostor za sebe. Kristjani, mislim, da s Kristusom lahko rečem, da ne potrebujemo nobenega prostora zase. Kristjani smo na svetu zato, da je kruh slan in kvašen in da je človeštvo blagoslovljeno in da se lahko spokori in spravi z Bogom. Ampak to ne, ker bomo mi to povedali, ampak ker bojo to videli. 4 stoletja smo rabili kristjani, da smo izdelali neko intelektualno kulturo. In kot pravi Yves Congar, ko kristjani niso znali povedati, so kazali, so pokazali, so razodevali. In jaz mislim, da danes je čas za to. Če je, se bo videlo. Če ni, je pa brez veze, da se repenčimo. Če je, se bo pa videlo.
Če je nekdo noseč, bo sigurno rodil. Če pa ni, je pa brez veze, da se pripravlja na porod. Ker ne bo nič, ker bo rodil veter, kot pravi prerok. In danes je ura točno za to. Poglejte, 20. stoletje je imelo več pričevalcev, kakor pa prva stoletja. Zakaj smo mi bolj zaljubljeni v neko abstraktno razmišljanje in v neki spor s svetom, ker če smo z njim sprti, ga ne moremo imeti radi. Ampak povejte, kdo bo imel sodobnega človeka rad, če ne Kristus? In če smo mi njegovo telo, kdo bo tega človeka danes imel rad? Tudi če nas tepe, ma nekdo ga mora imeti rad. In če ga ne bo imel rad, se ta človek ne bo spremenil. Bo umrl zagrenjen. Si bo pomagal umreti. Nekdo mora začeti spreminjati situacijo, ampak je bo spreminjal samo s življenjem. Ko se bo nekaj pokazalo, ko se bo nekaj razodelo. In današnji čas samo na to čaka. Če smo pa mi s svetom sprti, ne mora ta svet razumeti, da smo mi svobodna pripadnost Bogu. Kalcedonski koncil je rekel, da je Božje in človeško v Kristusu združeno v ljubezni in svobodi. In če svet tega ne bo videl, da mi pripadamo Bogu svobodno in da svobodno razodevamo to svetu, potem smo mi izdali najbolj intimno stvar Kristusa. Agapična, hipostatična združitev človeka in Boga. Če smo imeli pričevalce in če je slovenska zemlja tudi eno grobišče, ljudi umazanih s krvjo, ampak kdo ve s kakšnim trpljenjem in trpljenje očiščuje, ampak tudi ljudi, ki njim ni bilo vžeto življenje, ampak so ga darovali. Kristusovim se življenje ne vzame, ga darujejo. In če smo imeli take ljudi, to pomeni, da je naša slovenska telesnost tudi Kristusova, ker to je Kristus. In da tudi mi deležimo na odrešenju sveta. In če smo imeli Kristusovo življenje, lahko pridemo tudi do njegove misli, se pravi do kulture. Kdor ima življenje, bo imel kulturo. Mi smo pa se ravno zgubili. Nam je svet vsilil življenje. Mi, kako gremo na počitnice? Katero oče se še upa reči enemu sinu 14 let staremu, 15 let staremu, ti ne boš šel s tvojo deklico v Kopenhagen na počitnice? Skoraj noben več se ne upa reči, ker ni sodobno. In če bi rekel, verjetno bi to moralistično izgledalo. Ko bo to prežeto z ljubeznijo, bo pa popolnoma drugače. Zato poglejte, imeli smo pričevalce in imamo močečo slovensko cerkev. Njo glejmo. To so laiki. To ste vi. Danes, nocoj, v teh mariborskih stolpnicah in hišah, v teh blokih, kdo se upa reči, da ne živi evangelij, da ne živi ljubeče darovanje samega sebe? To je Kristusovo življenje in ti ljudje imajo Kristusovo misel. V redovniških skupnostih so tisti, ki ves čas govorijo, in so tisti, ki molčijo in živijo. V duhovniških vrstah čisto isto. Zakaj moramo vedno dati prostor tistim, ki ves čas govorijo? Da ima tistim, ki živijo in iz življenja se bo vse spremenilo. Ko je prišel mlad fant v samostan, ne da bi bil menih, ampak da bi se pri menihu naučil bogoslužnega slikarstva, umetnosti, je ponesel čopiče, platna, ploščice, vse, da bo začel, pa mu je
oče rekel menih, mojster, spravi v omaro. Pridi in živi. Ko boš nekaj časa živel in začel okušati novo življenje, boš videl, kako lahko ga boš izrazil. Če ga pa ne boš imel, se boš šel pa kozmetiko. Se boš pa delal lepega, pa nekaj lepotičil, ampak bo prazno. In bi zaključil z eno podobo iz Evangelija. V Evangeliju Kristus primerja grešnico, ki si umiva svoje srce s solzami, in farizeja. In prevesi tehtnico na stran grešnice, spokorjene. Na drugi strani gleda pismouke in ubogo vdovo. Kdo so pismouki? To so filozofi. To so teoriki, teoretiki, specialisti, eksperti, strokovnjaki, naučeni, debatirajo, vejo vse. Ko so prišli 3 kralje, so vprašali, kje se rodi vaš kralj, oni so točno povedali tukaj, lih ure niso povedali, drugo so vse videli, ne? Tle pa tle, in ko so vse povedali, so šli domov. Se niso nič premaknili, ker to je naznanje, ki ne pomeni čist nič, samo napihuje. 3 kralji so zvedeli in so šli. To je pa znanje, ki te spravi v korak. Kdo so pa farizeji? To so pa tisti, ki so bili prepričani, da so vse naredili, kar je ukazano, in s tem so dosegli vse, kar je Bog rekel, so dosegli Boga. So popolni. Oboje je Kristus odmaknil in postavil nekaj popolnoma drugega. Ampak pogledajte, se vam zdi zanimiv. Pismouki, ta miselni, absolutno samo miselni svet, farizeji, samo zakon, samo postava. Kaj sem rekel, da je Evropi zmagalo počas? To dvoje. Kristus je pa pogledal življenje. Ubogo vdovo, ki daje tisto, od česar živi, ker ve, kdo je Gospod življenja. In jaz vem, kot duhovnik točno vem, da je v Sloveniji veliko teh vdov in da je naša cerkev tudi skesana cerkev, da smo skesani kristjani, ki jokamo, ki prosimo odpuščanje, ki ga slavimo, ki proslavljamo odpuščanje. Jaz vem, da je veliko ljudi, ki ve, da je Gospod, Gospod življenja in da je Gospod dobrota in ljubezen in da čaka, trka, ne sili, ne zahteva, ponuja, blagor, blagor. In ko bo nam odmaknjeno vse in bomo prišli do uboge vdove, bomo najbolj močni, najbolj prepričevalni, najbolj srečni, ker bomo pripadali samo njemu, ki ga več črv ne razžre. Danes je čas za to, da se začne novo življenje. Ko bo življenje, bo tudi misel, bo tudi kultura, bo lepota. Vse bo. Če pa življenje ni, pa bo po te stvari vse padle, ljudje bojo pa od nas zbežali, prestrašeni, ker jih preprosto silimo v nek svet, ki njim ne pripada. Ena ideja izbije drugo, eno prakso izbije drugo. Nam gre pa za Kristusa. Hvala lepa.
Hvala, pater Marko. Gotovo bodo te besede še nekaj časa odmevale in nas nagovarjale, da bi res bili sol in kvas Evrope, ker nas ta potrebuje v svoji krščanski razsežnosti, ne samo človeški. Že na začetku so nas s pesmijo pozdravili naši glasbeni gostje, oktet duhovnikov Oremus. Pesem, ki jih je povezovala že v bogoslovju, jih povezuje tudi naprej, ko se ob sredah dobivajo, vadijo in tako, kot sami pravijo, tudi pridigajo s pesmijo.
se dviga, prošnja naša do nebis. Milost Tvoja naj prižiga, svit vesolni čist in čist. Naj iz Tvojih rok krosi, sveti mir na nas dni. Naj iz Tvojih rok krosi, sveti mir na nas dni. Kraljica stoji na Tvoji desnici. Kraljevske hčerke Ti prihajajo naproti. Kraljica stoji na Tvoji desnici, okrašena zlatom iz Ofira. Kraljica stoji na Tvoji desnici. Poslušaj, hčile, in nagni svoje uho. Pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očita. Kraljica stoji na Tvoji desnici. Kralj si poželil Tvoje lepote, on je Tvoj Gospod, njemu se pokloni. Kraljica stoji na Tvoji desnici. Spremi jo jih z veseljem in radovanjem, stopijo v kraljevo palačo. Kraljica stoji na Tvoji desnici. Ko po Tebi hrastov brod, vozil je slovanski rod. Ko Tebi mesta bila, naši dedo so cvetila, ko so jadra njih vojski še nosila njih ime. Naši dedo so cvetila, ko so jadra njih vojski še nosila njih.
Obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživljačile srci razjasni in oko, ki utopil vse skrbi, potrdi prsih obudi, potrdi prsih obudi. Veselo zdravnico, bratje, člo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov stroviče matere, živi kreveni dočaka dan, da koder sonce kodi, pretiri sveta Boga.